Pozdravljeni v avtomobilnosti. Finalno oddajo letošnje spomladanske sezone začenjamo v predpočitniškem duhu in zelo lepem vremenu, kar je povsem drugače, kot smo letošnjo sezono začeli, ko smo se še skrivali pred mrazom v zavetju našega studia. No, ena ključna sprememba pa je, žal, nekoga pogrešamo. Pogrešamo seveda našo Katjo. Razlog pa je, da se je Katja začela zanimati za družinske, prostorne, enoprostorske avtomobile, kakršen recimo tudi ta današnji Ford Tourneo Connect. No, ampak dejstvo je, Katja nam je zadnji mesec res manjkala in razlog je tudi v tem, da je hodila v šolo za starše, kjer so ji podali vse potrebne informacije za novorojenčke, ni pa dobila vseh informacij za nosečnice in zato je morala to informacijo poiskati sama. Ampak Katja, saj veš, tudi mamice s kilometrino marsikaj vemo, zato ni potrebno vedno hoditi na internetu. Medtem ko sta Luka in Miha zadnji mesec po vsem svetu raziskovala in spoznavala, kaj je novega v avtomobilističnem svetu, sem jaz hodila v šolo za starše. Kjer pa na moje presenečenje nismo obravnavali ene sicer zelo pomembne teme, in sicer uporabe varnostnega pasu pri nosečnicah v avtomobilu. Kar je pomenilo, da sem morala narediti čisto svojo raziskavo, da sem ugotovila, kako se varnostni pas sploh uporablja. Morda gre za temo, ki je staršem povsem samoumevna, nekomu, ki pa se s tem sooča prvič, tako kot jaz, pa ne tako zelo. Zadnje čase v prometu velikokrat opažam, da uporaba varnostnega pasu ni več tako samoumevna, kot je mogoče bila, predvsem pa ni več tako samoumevna pri otrokih, kar je malce zaskrbljujoče. 1 out of 3 children dying before the age of 14 is killed in a car crash. It's as passengers in cars and as pedestrians that children are at greatest risk. Bi pa moral biti ta slogan "Red je vedno pas pripet" biti samoumeven vsem nosečnicam. Tudi strokovnjaki poudarjajo, da morajo biti nosečnice vedno pripete v avtomobilu, ne glede na to, kako dolga vožnja je pred njih in pa ne glede na to, ali sedijo zadaj ali spredaj. Pravilno nameščen tritočkovni pas namreč ne predstavlja nobene nevarnosti ne za nosečnico in ne za otročka. Vam pa iz prve roke povem, da zna biti malce neprijeten. Da pa je varnostni pas zares varen, ga moramo tudi v praksi pravilno pripeti. Kar pomeni, da tale spodnji del pasu namestimo pod trebuh oziroma nad medenico, zgornji del pa poteka čez ramo. Potem pa še malce popravimo in prilagodimo. Nikoli pa pasu ne pripenjamo čez trebuh. Vkolikor je varnostni pas pravilno nameščen, se ob morebitnem trku sile pravilno razporedijo in zmanjšajo možnost poškodb. Kolikor se odločite, da boste sedeli na sovoznikovem sedežu, ne izklapljajte varnostne blazine. Tako varnostna blazina kot varnostni pas sta del skupnega varnostnega sistema v avtomobilu in vkolikor eno zadevo izklopimo, se celoten sistem podre. Mi bo pa stikalo za izklop varnostne blazine vseeno prišlo prav čez nekaj tednov, ko bom domov iz porodnišnice peljala svojega majhnega fantka. Kajti, ko spredaj na sovoznikovem sedežu peljemo lupinico in v njej otročka, moramo varnostno blazino vedno izklopiti. Mi se ne vidimo prihodnjo sredo, ampak čez nekje 9 mesecev. Do takrat pa vas puščam v varnih rokah za volanom Martine, Luke in Mihe. Srečno! Katjin 7-sedežnik je res praktičen avto za dolga potovanja in za recimo družino, ki ima vzadi 3 otroške sedeže in res veliko prtljage, v Katjinem primeru pa tu notri zapeljemo kar voziček. Na teh poletnih potovanjih pa se lahko kdaj pa kdaj, nažalost, tudi kaj pripeti. Sicer bog ne daj, da se, ampak ko pa se, pa je dobro, da vemo, kje so posebnosti. Ker so posebnosti. Prometna nesreča med Slovencem in tujcem. Jaz moram reči, da sploh nisem pričakoval, da bomo videli tukaj danes, kaj zadebatirati, da imamo tukaj sploh temo. Da ni tako, kot pri nas. Po bistvu je tako kot pri nas. Vse v teoriji, čeprav razumem. V teoriji, tako. Ampak imamo spet pravila. Če si v tujini in ti povzroči škodo nekdo, ki je iz Evropske unije ali države Evropskega gospodarskega prostora in Švice, potem prideš lažje do odškodnine, kot pa če ti to povzroči, ne vem,
nekdo, ki je iz Bosne, povzročitelj. Če je nekdo iz Bosne povzročitelj, potem moraš direktno pri tej bosanski zavarovalnici uveljavljati odškodnino, ne pa preko recimo Slovenskega zavarovalnega združenja oziroma ene od pooblaščenih zavarovalnic. Se pravi, če je normalno, bom jaz vidite poklical svojo zavarovalnico, če pa to recimo, se pravi, so rekla v Bosni, ne? Moram pa jaz na licu mesta že tam skočiti do zavarovalnice. Tako. Aha, moram sam urediti vse te zadeve. Zanimivo je tudi to, da recimo za Makedonijo vem, da je obvezno potrebno poklicati policijo, drugače odškodninski zahtevek ni veljaven, ker smo tudi že reševali primere in so bili zavrnjeni, ker ni bilo policije. Kljub temu, da je bilo evropsko poročilo izpolnjeno, ne? A pa je tako čez palc kar smiselno vsakeč poklicati policijo? Ja, ne škodi, če pokličete policijo, zagotovo ne bo nobene napake. V vsakem primeru se zdaj policija ne bi strinjala, mi pa pravimo, da je boljše poklicati policijo enkrat preveč, kot pa enkrat premalo. Čist tak. Biroji zelene karte, vse države, ki so vključene v biro zelene karte, imajo tudi na svoji spletni strani tako imenovan iskalnik zavarovalnic, pri katerih so vozila zavarovana. Pa to zeleno karto sploh še potrebujem tako v tej papirčku. Načeloma je zdaj že nekaj let pravilo, v bistvu zelena karta sploh več ni zelena, ne? To je, tako da je pač ostalo to ime, je pa že kar nekaj časa na belem papirju, ki se ga tudi da natisniti, ne? To je vse privedlo v postopku digitalizacije do te poenostavitve. Dejansko je že dokaz o zavarovanosti registrska tablica. So pa še določene države, kjer zahtevajo, ko greš na mejo, da pokažeš tudi zeleno karto. A resno? Ja. Kjer je, na primer? Recimo najbliže nam, če greste v Albanijo. Tam potrebujete zeleno karto, ali pa če greste recimo v Maroko. Okej. No, to so vse take zadeve, ki bi se lahko zgodile. Tako. No, ne bi pomislil na to. Ko fotografiramo, kaj je pomembno vse pofotografirati? Poslikamo vse, pustimo vozilo dejansko, če je promet oviran, ga moramo čim prej umakniti, ampak če je le možno, čim prej poslikamo, ne hodimo zdaj verjetno 2 uri okoli avta, če je promet ogrožen, ampak res poslikamo vse, kako je vozilo stalo, poslikamo morda še cestišče, poslikamo škodo od blizu, daleč, obvezno registrsko številko. Tudi ni narobe, če se poslika zavarovalna polica, ne? Ali prometno dovoljenje. Evropsko poročilo, recimo, ki ga izpolnimo, absolutno poslikati, sicer je to v 2 izvodih, ampak nikoli ne veš, če kdo potem kaj odznači ali pa zraven dopiše, ne? Kar ni fajn. Se pravi, treba je brati. Ja, in tudi recimo, če boste šli z električnim skirojem v Nemčijo, ga morate tam obvezno zavarovati. Pri nas pa to ne spada pod obvezno zavarovanje vozil. Kaj to pomeni, da moram v Nemčiji? Tako, morate skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti za skiro. Dobro, se strinjam se, da bi to bilo, da je to nekaj, kar je treba zavarovati, ampak vseeno v tem primeru je ga pa bolj doma pustiti, ker si verjetno nakopljam več. Zagotovo in si morda raje tam sposoditi nek skiro ali pa neko drugo prevozno sredstvo, ki bo imel vse te obveznosti že urejene. Kaj pa električno kolo? Električno kolo... Je še kolo. Je še kolo, ja. Električno kolo morda to ne velja kot vozilo v skladu z temi zakoni oziroma direktivami, zato ker ga ne poganja njegova lastna mehanska moč. Zato ker ti pri električnem kolesu še vedno moraš goniti. Ja, seveda, če je zato ne zapade v ta zakon, pa direktiva. Logična interpretacija, en skiro, pa ne rabiš ti še zdraven kot kremenček poganjati, ampak se sam pelješ in te sam poganja, ne rabiš ti več nič delati, zato zapade v nekaterih državah tudi v to zakonodajo, ki jo je direktiva predvidela, da bi naj bilo obvezno. Tema za drugič, tako da? Ja. Najlepše hvala za tole, ne? Z veseljem. Hvala. Pa, se pravi, srečno letos, kamorkoli boste že šli, ne? Ja. Tokratni Ford Tourneo Connect je priključni hibrid,
Torej, v njega vključimo električni kabel in za tiste dnevne potrebe lahko opravimo vse na elektriko. Ko pa se med vikendom odpravimo na družinski izlet, preklopimo na hibridni način, torej se vozimo na kombinacijo elektrike in bencina. Hibrid pa je tudi naš naslednji avto, to je Toyota RAV4. In hibridni pogon tega avtomobila zdaj deluje še bolj uglajeno, kot je doslej, ampak to ni glavna noviteta. Po novem je ta avto idealen za eno zelo nišno skupino zaposlenih. Komu ga torej priporočamo? Toyota je z RAV4 izdelala pravzaprav idealen avtomobil za preglednike cest. Ampak njihovi šefi tega avtomobila ne bodo odobrili. Zakaj? Zato, ker je RAV4 preveč japonsko natančen. No pa seveda, dajmo najprej definirati osnovne pojme. Seveda, pregledniki cest so tisti cestni delavci, ki se vozijo po Sloveniji in gledajo, kaj je recimo narobe na cesti. Se pravi, opazijo kakšne poškodovane bankine, opazijo kakšne udarne jame, tiste luknje na cesti, vse to zapišejo in potem ukažejo svojim sodelavcem, da je te cestne odseke treba popraviti. No, definirati moramo tudi, kaj je idealna cesta oziroma idealna vožnja. In približek temu, kaj je idealna vožnja, nam lahko ponuja tudi zavarovalnica Triglav, ki nam je pred časom dala aplikacijo Drive. In seveda, aplikacija Drive te nagradi, če voziš umirjeno, brez kakršnihkoli sunkov, brez močnega pospeševanja, brez močnega zaviranja, brez močnega nagibanja. No, Toyota se vsekakor strinja s tem defenzivnim načinom vožnje, kakršnega zagovarjajo v zavarovalnici Triglav, ampak v RAV4 so dodali tudi tisto funkcijo, ki jo imajo tako zelo radi pregledniki cest. Torej, RAV4 ne samo, da zazna tiste motnje, ki jih povzročamo mi vozniki z našo vožnjo, no, zazna tudi tiste motnje, ki jih povzroči cesta. In kako RAV4 to zaznava? Ja, seveda, tako kot vsak avtomobil, danes tudi RAV4 beleži sile v vseh možnih smereh, naprej, nazaj, levo, desno. Drugi merilec je kar tista kamera tam na vrhu vetrobranskega stekla. Z njo avtomobil dobesedno vidi motnje na cesti. Ta glavni detektor motenj na cesti pa so ta kolesa, se pravi vzmetenje samo pri tem avtomobilu. Se pravi, ko kolo dejansko pade v luknjo, to ne pomeni samo, da mora vzmetenje drugače odreagirati, to je hkrati tudi signal, da je treba na tem mestu to GPS lokacijo nekako zabeležiti v računalnik za nadaljnjo obdelavo. No pa poglejmo zdaj nekaj teh posnetkov, se pravi, poiščemo snemalnik vožnje, poiščemo knjižnico, poiščemo te dogodke med vožnjo. Nas zanima, pa poglejmo recimo tegale. Ok, seveda, to bi tisti posnetek, kjer je bila cesta zelo, zelo slaba in je začelo potem avtomobil pretresavati. Aha, evo, tukaj so bile že slabe bankine in tukaj so bile že luknje na cesti. Kot se pa vidi, sem pravilno vklopil smerokaz. Zdaj pogledamo lahko tudi, kje se je točno to zgodilo, se pravi, avtomobil nam dejansko zabeleži celo dejansko lokacijo, kje se je to pripetilo. Torej, preglednik bi lahko dejansko poiskal prav natančno mesto, kjer se je motnja na cesti pripetila. In zdaj, zakaj slovenski pregledniki cest ne bodo nikoli vozili Toyota RAV4? Je seveda zato, ker ta avtomobil pokaže vse možne probleme. Seveda, če bi bilo vse idealno, tako kot meni Toyota RAV4, bi se mi vozili po samih lepih cestah, brez kakršnihkoli lukenj, z urejenimi bankinami, ampak ker seveda takih cest nimamo, bi ta avtomobil nam dal en dolg spisek, kaj je treba popraviti. In seveda bi tistega denarja za popravilo vseh teh naših cest zelo, zelo hitro zmanjkalo. Pa roko na srce,
tudi mi državljani bi se uprli, zakaj pa je treba vse te ceste tako zelo do onemoglosti popravljati. Vsej so že včasih že dovolj dobre. Roko na srce, saj smo že siti vseh teh popravljanj cest. Sploh pa zdaj na koncu pridemo do tega filozofskega vprašanja. Pa zakaj bi sploh potrebovali imeti vse ceste tako zelo polikane, tako popolno urejene? Sploh se tega ne želimo, če vozimo Toyota RAV4. Namreč ta avtomobil nas je navdušil predvsem z voznimi lastnostmi takrat, ko smo se vozili po slabših cestah. Namreč na asfaltu je recimo temu avtomobilu kar malce dolgčas, ko prideš na makadam, se ta avtomobil kar nekako razživi in začne nekako uživati. Namreč karoserija tega avtomobila je tako zelo toga, da pravzaprav voznik nobenih neravnin ali pa poškodb, motenj na cestah pravzaprav sploh ne zazna kot kakšen problem. Torej, zelo prav je, da slovenski pregledniki cest ne dobijo Toyota RAV4 za svoja službena vozila, zato ker RAV4 je pravzaprav idealen avtomobil za slovenske slabe ceste. Obdelali smo mehko vožnjo, zdaj pa bomo še tiho, aerodinamično. Naslednji kitajski avto je najboljši v enem tehničnem podatku in ta podatek je 0,19. Torej, Luka, peli in se ne ustavi. A se spomnite legendarnega Volkswagenovega koncepta XL1? To je bil pravzaprav prototip, ki je imel nalogo doseči porabo 1 liter dizla na 100 prevoženih kilometrov. In to je dosegel predvsem po zaslugi odlične aerodinamike. Namreč količnik zračnega upora pri tem avtomobilu je bil le 0,189. Ampak zdaj pa imamo tukaj en serijski kitajski avto, okoli katerega v Evropi ni kakšnega posebnega pompa. Ta kitajski avto gre za model Forting S7, ima količnik zračnega upora skoraj enak kot tisti Volkswagenov prototip. Namreč znaša samo 0,191. Smo pa pri navedbah teh številk mi malo zadržani, zato ker med kitajskimi proizvajalci trenutno vlada ogorčen boj in svoje mišice oni ponavadi kažejo predvsem s številkami. Pa naj gre za velikosti baterije, ekstremne dosege, moči elektromotorjev ali pa aerodinamične koeficiente. Ampak kljub temu, da Forting za to svojo aerodinamiko kakšnega neodvisnega certifikata ni pridobil, pa vseeno lahko kar hitro opazimo, da je bilo veliko narejeno v smeri, da ta avto res učinkovito reže zrak. Za začetek imamo tukaj takšno fastback silhueto avtomobila, torej to pomeni, da se streha zelo počasi spušča in na ta način zrak za zadkom avtomobila precej lepše zakroži, kot pa če bi imeli tukaj klasičen zadek običajne limuzine, ki so prav tako na Kitajskem zelo priljubljene. Pa, na primer, imamo takšne potopne kljuke, ki se med vožnjo pospravijo, pa zaprta aerodinamična platišča, ki prav tako preprečujejo turbulentno vrtenje zraka tukaj okoli koles. Ne nazadnje pa imamo tudi povsem zaprto masko, ker električni avtomobili pač ne potrebujejo toliko dovoda zraka. Je pa to vse še vedno le teorija. In te številke nam pravzaprav ne pomenijo veliko. Veliko bolj pomembno je tisto, kar v tem avtomobilu začutiš za volanom in tisto, kar na koncu pokažejo izračuni pri porabi energije. Ko govorimo o občutkih v vožnji, je najbolj pomembno, da ta avto res dobro ohranja inercijo. Torej, to velja takrat, ko jadramo. Recimo, izklopimo tisto samodejno rekuperacijo, torej, ko popustimo stopalko za pospeševanje, ta avto odlično ohranja hitrost. In večja kot ta hitrost je, bolj to občutimo. Naprimer, če se vozimo s hitrostjo 130 km/h in dosežemo vrh nekega klanca, bo potem na koncu v dolini hitrost precej previsoka, če mi med tem ne bomo zavirali. Ampak čeprav se to ohranjanje momenta pozna tudi pri počasnejši vožnji, pa so predvsem številke pri avtocestnih hitrostih tiste, ki dobro podkrepijo moje
trditve. Naprimer, če vozimo na avtocesti po omejitvah, torej večinoma s hitrostmi 130 km/h, bo v zdaj ugodnih majskih temperaturah okoli 20 stopinj Celzija povprečna poraba energije le okoli 17 kWh na 100 prevoženih kilometrov. In tudi nasploh na našem testu smo pri mešanem ciklu dosegali porabe okoli 13 do 14 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar je pod črto odlična številka. Torej, ali so to številko o rekordni aerodinamiki res izračunali Fortingovi inženirji ali pa so si jo izmislili v marketinškem oddelku, nam je pravzaprav zato povsem vseeno. Ker če ima ta avto na primer 0,19, 0,20 ali 0,21 tega aerodinamičnega količnika, kolikor ga imajo najboljši evropski avtomobili, v vsakem primeru je ta avto izjemno aerodinamično učinkovit. In to pomeni, da lahko kljub nekoliko manjši LFP bateriji s kapaciteto 56,8 kWh dosežemo 400 km. Sledi industrijski del današnje oddaje. Namreč, konec maja so se v Novem mestu mudili direktorji prav vseh Renaultovih proizvodnih obratov. In Novomeščani so svojim kolegom predstavili novo tehnično pridobitev, ta pa sliši na to pa označujemo s črkama U in I. Torej, novomeški Revoz je postal umetno inteligenten. Danes je proizvodnja avtomobilov v Revozu že na ravni 300 avtomobilov na dan. In kot smo tukaj slišali, si v tovarni obetajo še precejšnje povečanje te številke. Ampak ni samo cilj velika številka, pač pa tudi brezhibna kakovost avtomobilov, ki zapeljejo iz Revoza na ceste. In ta kakovost je dosežena tudi s pomočjo novega sodelavca tukaj v Revozu. Seveda sliši na ime UI, umetna inteligenca. Za sam proces v proizvodnji smo implementirali kar nekaj dodatnih kontrol. Tukaj konkretno vidva dva kolaborativna robota, opremljena z dvema kamerama. Gre se za vizualno kontrolo. Tukaj v bistvu preverjamo samo kakovost vrat, ustreznost v barvah, seveda, ker imamo tukaj nekaj različic, da so vsi vijaki, matice priviti. Robot je programiran, da se postavlja v določeno točko, kjer naredi v bistvu sliko in na podlagi slike primerja za sliko v sistemu. S tem sistemom mi zagotovimo 100% ustreznost podvozja. Ko je inšpekcija izvedena, sistem nazaj krmilniku pošlje vse informacije o tem, ali so bili vijaki ustrezno privijačeni, ali je manjkalo kateri izmed elementov in podobno. Te rumeni kvadratki so kontrolne točke. Zdaj v tem trenutku bomo videli, zdaj sistem, se pravi, sam sprožilec je bil sprožen in čez nekaj sekund, se pravi, ko naš AI algoritem naredi svoje, lahko mi ta avto tudi vidimo. To so vseh njegovih 62 kontrolnih točk in vse so bile uspešno izvedene. Poleg samega rezultata je tudi procent, kako prepričan je naš algoritem, da je to res ok. In kakšen procent je za vas ok? Trenutno je mejeno stalno nekje nad 80%. Če manjka vijak, samo natančnost pade konkretno in tudi potem se klasifikacija spremeni. To se pravi, potem sam vijak manjka. Trenutno se nahajamo v imenovani Plant Connect sobi, kjer v bistvu centralno zbiramo vse podatke, ki jih dobimo iz našega procesa. Vse te podatke pošiljamo v oblak, ki je v našem primeru Googlov oblak, ker Renault in Google pač sodelujeta partnersko in tako tudi uporabljamo Googlovo orodje Looker za analize. Se pravi, da vsak sodelavec lahko uporablja te podatke za svoje področje in seveda si pomagamo tudi z algoritmi umetne inteligence, da obdelujemo te big data, te velike podatkovne baze. A so podatki pri Googlu varni? Google in Renault sta v posebnem partnerskem odnosu. Google jamči za Renault, da skrbi za varnost teh podatkov. Pravzaprav pa umetna inteligenca ne odžira dela naravni inteligenci, pač pa ustvarja celo nova delovna mesta. V bistvu število zaposlenih zaradi umetne inteligence se ni spremenilo. Kar se je spremenilo, če primerjamo s Cliotom ali s Twingotom, je predvsem zaradi tega, ker je sam avto Twingo manj kompleksen, se pravi, ima manj sestavnih delov in je potrebno manj dela vložiti, da ga sestavimo od začetka do konca.
Umetna inteligenca vemo, da dela stvari, ki smo jo mi predhodno naučili. Vsekakor pa brez izkušenih elektronikov, brez izkušenih strokovnjakov za softvere ne gre. Novi Twingo bo torej pomagal gospodarsko poganjati Dolenjsko in pravzaprav celotno Slovenijo. Ampak zdaj že vemo, da na teh proizvodnih linijah za mano ne bo nastajal samo novi Twingo, pač pa se mu bosta kmalu pridružila še dva nova modela. Seveda šlo bo za Dacio in Nissana. Takoj po kolektivnih dopustih v mesecu septembru začnemo proizvajati nov model Dacinga, malčka iz družine Twingo. In že konec tega leta tudi za model za Nissana, ki bo, bom rekel, na podobni platformi kot je Twingo. Konec septembra bomo šli na 2 proizvodne izmene. Naš cilj je, da pridemo do 600 avtomobilov na dan do konca leta. Vsekakor pa predvidevamo, da bo šla še navzgor. Miha, ko sem videla, da si šel skoraj do Ukrajine, da bi nabral rožce in to v službene namene, si me prav nasmejal. Ja, sigurno so ti bili tudi všeč oni metuljčki, pa čebelce, ne? Pa tiste ovčke so ti bile všeč, etko? So. Ampak rožic verjetno nisi pripeljal domov, glede na to, da je v bistvu 7 ur vožnje do Debrecena. Ni Debrecen, ampak je Debrecen. Debrecen. No, naj bo Debrecen ali Debrecen, ni važno, ker Miha ni šel po rožce, ker bi jih lahko nabral tudi tukaj. Šel je po izkušnje, da preveri, kako izgleda avtomobilska tovarna po zadnjih ekomerilih. No, tale rožca nekako nakazuje, da je prišel junij, ampak seveda se zdaj vprašujete, zakaj ima to sploh veze z avtomobilnostjo. No, pa vendarle ima, namreč na tem polju imamo, se pravi, ivanščice, imamo divji korenček, imamo divjo kamilico. Ves ta travnik nadomešča tisto, kar imamo ponovadi v industrijskih kompleksih na tistih zelenicah, se pravi lepo tisto zeleno angleško travco, ki zahteva zelo, zelo veliko obdelave. So pa nadomestili z tem travnikom, ki ne samo to, da zahteva bistveno manj vzdrževanja, ampak tudi prinaša koristi. Koristi v obliki tega, da zadržuje vodo. Hkrati pa tudi ohlaja celoten ta industrijski kompleks. No, poleg teh cvetočih naravnih travnikov pa so tukaj posadili tudi 10 000 dreves, največ od tega jablan in hrušč, ki se že sami po sebi dajo neke koristi. Predvsem pa so koristi, da imajo tukaj hrano tudi čebele, metulji in pa druge žuželke. Hkrati pa so se potem tukaj, tam kjer se voda zadržuje, naselile tudi žabe. Dobili smo seveda tudi štorkle in pa tamle gor nekje ima svoje gnezdo tudi sokol. Sokol zato, ker se prehranjuje tudi z golobi. Pa da nimamo samo dvonožnih živali, imamo tudi 4-nožne, bele, lepe ovčke. In te ovčke se prehranjujejo s travo, ki jo potem ni treba kositi, tisto travo pa najdemo pod sončnimi paneli. In seveda zdaj je pa že čas, da povemo, v kateri tovarni smo. No, smo v eni najbolj trajnostnih tovarn na svetu ta hip, v BMW-jevi tovarni v Debrecenu na Madžarskem. Intervju z glavnim razvojnikom te tovarne vam v celoti ponujamo na MMC-ju, pa na našem YouTube kanalu, kamor vas zdaj vabim k ogledu. No, zdaj pa dajmo to našo industrijsko tematiko te oddaje malo posloveniti. Namreč Slovenci, za razliko od Madžarov, prav nobeni avtomobilski znamki ne moremo ponuditi 400 hektarov ravne zemlje. Pa naj bo to z rožicami ali brez. Imamo pa Slovenci nekaj, kar bi lahko avtomobilske znamke s pridom izkoristile oziroma bodo izkoristile. Več o prelomnem projektu Ljubljanske strojne fakultete si poglejmo v intervjuju s Tomažem Katrašnikom. Slišim, da ste na začetku enega zelo, zelo velikega projekta, ki bo slovensko tehnologijo postavil kar na en tako zelo pomemben tehnološki zemljevid. Govoriva pa o digitalnem dvojčku, ne? Fakulteta za strojništvo je skupaj z mnogimi slovenskimi partnerji pridobila projekt NeoTwin, ki naslavlja napredna
metodologije, orodja in produkte za diagnostiko in prognostiko električnih vozil na osnovi digitalnih dvojčkov. Torej, projekt financira ARIS in bo sofinanciran z skoraj 5 milijoni evrov, skupna vrednost projekta pa znaša skoraj 7,5 milijona. Projekt traja 3 leta, pričel se bo 1. julija letos in torej končal 30.6.2029. Torej, začeli bomo zagotovo z razvojem osnovnih metodologij, torej kako bomo zasnovali različne metode, različne modele, različna zaznavala. Na koncu pa bo projekt pripeljal do demonstracije dejanske v 2 vozilih, torej na plovilu in na delovnem stroju. Govoriva pa zdaj, se pravi, o produktu, ki ni samo hardware, je software, je v bistvu celotna platforma. Kako dejansko, zakaj gre točno? Želimo razviti boljše diagnostične in prognostične metode za električna in elektrificirana vozila, torej sfokusirali se bomo na baterije, elektromotorje, razmernike in gorivne celice kot ključne komponente, ki so najbolj varnostno kritične. Zdaj pa kot primer, recimo vsi dobro poznamo na mobilnih... Primerjanje zdrave baterije, ne? Zdravja in še več, ja. Torej, cilj je ta, kot poznamo na mobilnih telefonih ali pa električnih vozilih, ocenjujemo stanje polnosti. Zdaj, zraven stanja polnosti pa poznamo tudi to, da z staranjem ima baterija manj kapacitete, ampak o tem že vemo manj. S tem, ko se pa stara, pa določeni tipi baterij postajajo tudi manj varni, kar pomeni, to pa določa stanje varnosti baterije. O tem vemo pa nekako še manj. Zdaj, s čim je to povezano? To je povezano s tem, da običajno merimo zgornjo napetost in tok na bateriji in njeno temperaturo, kar ne da dovoljšnega uvida v notranja stanja baterije, ki dejansko določajo njeno stanje zdravja in varnosti. In tukaj želimo v tem projektu narediti napredek, torej da želimo razviti fizična zaznavala in virtualna zaznavala, s katerimi bomo lahko bolje določili notranja stanja, torej v primeru baterije potenciale, koncentracije, in na ta način bomo lahko bolje ocenjevali, kako zdrava oziroma varna je baterija. Zdaj, recimo, analogija iz medicine recimo bi bila ta, da trenutno recimo sklepamo o stanju v bateriji na način, kot recimo, če bi zdravnik pri človeku meril zgolj recimo krvni tlak in kapaciteto pljuč. Seveda, na ta način dobimo nek uvid, ne dobimo pa popolnega uvida. Če želimo vedeti več, imamo pa preiskave, kot so recimo krvna slika, imamo slikanje z magnetno resonanco, imamo slikanje z rentgenom. Zakaj? Ker s temi preiskavami dobimo podatke o notranjih stanjih človeka. In podobno bomo mi v tem projektu poskušali razviti fizična, virtualna zaznavala in seveda kup drugih softverskih orodij, za katerimi bomo ocenjevali notranja stanja baterije. In na ta način, to so ta virtualna zaznavala in gorivnih celic, in elektromotorjev, in razmernikov. In na ta način bomo uspeli bolje napovedovati, kaj se z njimi dogaja. In zdaj v medicini vse te izvide dobi zdravnik, ki poda diagnozo in prognozo. In seveda, ker ne moremo imeti zdravnika vsakega za vozilo, bomo tukaj imeli metode umetne inteligence in fizikalno informirane metode umetne inteligence, z katerimi bomo potem te velike podatke obdelovali in podajali diagnoze ter prognoze. Torej, izdelek bo izgledal tako, da mnoge stvari ne bodo vidne očesu, ker bodo v okviru računalniških programov, metod in drugih orodij. Čeprav razumem, to virtualno zaznavalo je v bistvu ni to samo podatek, je to v bistvu računalniški program. Tako, to je računalniški program, ki ga nekako implementiramo na mikročip, kjer teče. Seveda se bodo pa videli tudi fizični kosi, torej če tukaj vidimo plovilo in delovni stroj kot demonstratorja, tukaj bomo imeli dodatne strojno opremo, torej kjer se bodo izvajali ti procesi. Kar pomeni, če smo sposobni v Sloveniji razviti produkte,
ki jih lahko recimo klasificiramo in tudi tržimo kot neke nišne zmagovalne produkte, pomeni, da imamo dobro prihodnost na tem področju. Celoten intervju bo kot ponavadi na voljo na MMC-ju, pa na našem YouTube kanalu, krajše izseke iz oddaje pa vam ponujamo na naših družbenih omrežjih. In čeprav gremo zdaj mi vsi skupaj na zaslužen poletni TV dopust, pa boste lahko v družbi naših vsebin uživali tudi poleti. In če boste imeli zdaj kaj več časa, lahko pogledate kakšno oddajo tudi za nazaj. Predvsem pa vam v tem poletnem času želimo, da uživate v vožnji, da se izognete kolonam s kakšnim slikovitim ovinkom in s prijatelji in družino, ko boste v avtu, izkoristite ta čas za kakšno dobro debato. Saj veste, vožnja je lahko tudi zelo kakovostno porabljen čas. Torej naj bo poletje srečno in pa tudi zabavno. Se vidimo spet v začetku septembra.